Z uporabo odvoda izračunajte stacionarne točke racionalne funkcije. F od x je x, lomljeno z x na kvadrat plus 1. Ja, stacionarne točke se zračunajo tako, da poiščemo, kje vse je odvod funkcije enako nič. Se pravi, enačbo bomo mogli rešiti. Najprej pa seveda moramo odvajati. Zdaj ste ugotovili vse, kar je povezano s stacionarnimi točkami, tangentami, normalami. Vedno morate odvajati funkcijo. Se pravi, če vam vse odpove v nalogi, vsaj odvajate funkcijo, da dobite točke za odvod. Mogoče še na hitrico opomnik, če imamo odvod ulomka, je formula približno tak, f črtica g minus f g črtica, vse skupaj ulomljeno z g na kvadrat, a ne? In gremo zdaj. Se pravi, odvod f od x od naše funkcije je, najprej odvajam odvod zgoraj, odvod od x je 1, krat prepišemo x na kvadrat plus 1, pol pa minus, prepišemo celoten f, pa odvajamo tole našo x na kvadrat plus 1, to je pa 2x, odvod od 1 je pa nič. In vse skupaj x na kvadrat plus 1 pa na kvadrat. Se pravi, f črtica od x je, pomnožimo z 1, dobimo x na kvadrat plus 1 minus 2x na kvadrat. 2x na kvadrat pa še tele x na kvadrat plus 1 na kvadrat. Okay? Zdaj pa združimo še tele x kvadrat, dobimo minus x na kvadrat plus 1 ulomljeno z x na kvadrat plus 1 na kvadrat. In zdaj moramo pogledati, ko imamo vse to, kdaj je odvod enako nič. Se pravi, tole vse skupaj enačimo z nič. Kdaj je zdaj ulomek nič? Ko imamo nič tretjin, se pravi, a je v števcu nič, ali če imamo 3 ničine. Tole ne bo šlo, ne? Zato ulomek bo nič, kadar bo števec enako nič. In ta števec enačimo zdaj z nič. Minus x na kvadrat plus 1 je nič. Pa to je treba zdaj rešiti, to enačbo. Lahko naredite na marsikjer način, jaz bom tako, da bom razstavila. Tak je najbolj, se mi zdi, matematično. X na kvadrat minus 1 je nič. Najprej sem izpostavila minus. Lahko bi tukaj tudi pomnožila z minus 1, pa bi bilo brez tega minusa od spredi, kakorkoli. No, tole pa znamo razstaviti, če ne, si oglejte videe za nazaj, ker to morate znati. To je x minus 1, x plus 1, se pravi razlika kvadratov. Zdaj pa, kdaj je to nič? Ja, prva možnost, x1, kadar je tukaj 1, ne, se pravi x minus 1 je nič, takrat, kadar je x1. In pa x2 je minus 1. Ok. In zdaj imamo dve stacionarni točki. Edina stvar, ki nam še manjka, je za stacionarne točke to, da vemo, koliko je njihova koordinata y. In koordinato y dobimo pa tako. Če je x1 enako 1, potem to, da dobimo y1, vstavimo v funkcijo, ne v odvod, v funkcijo f od x1 moramo zdaj zaračunati. Se pravi, y1 dobimo tako, da rečemo 1 ulomljeno z 1 na kvadrat plus 1 in je to 1 polovica. Za stacionarne točke je takole, ne. Tole bi že lahko bila celotna in priznana rešitev, ampak dajmo za vsak slučaj še tele y2. y2 je pa odvisen od x2. Se pravi, v funkcijo tole vstavimo minus 1. In dobimo minus 1, minus 1 na kvadrat plus 1 in dobimo minus 1 ulomljeno z 2. Se pravi, imamo zdaj stacionarna točka 1 je 1, 1 polovica, stacionarna točka 2 je pa minus 1, minus 1 polovica. Evo, zdaj smo pa tipi-topi rešili to nalogo, ne. Ok, dobro. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule,
In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.